Prvi medijski dan se je zgodil 17. junija leta 2010 kot nadgradnja predhodne predstavitve avdiovizualnih del asistenta za avdiovizualno produkcijo Jake Polutnika. Organizirali so ga študentje Univerzitetnega študijskega programa medijske komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, in sicer z namenom, da pred zaključkom študijskega leta javnosti predstavijo rezultate svojega dela tekom študija. Organizirali so razstavo svojih grafičnih in avdiovizualnih del z bogatim spremljevalnim programom, okroglo mizo, različnimi predavanji in zabavo. Naslednji medijski dan se je zgodil 2. junija 2011. Struktura dogodka je bila podobna prejšnjemu, kot novost pa sta bili delavnici z naslovom Kako je nastajal kratki film Neskončni vozel in Geto outdoor video produkcija. Tudi v letu 2012 se je zgodila pomembna novost. Medijski dan je bil razdeljen na kar 2 dneva. 30. maja se je v Kinu Darnik zgodil mednarodni študentski filmfest, v katerem je bila predstavljena slovenska in mednarodna študentska produkcija s področja animiranega, dokumentarnega, igranega in eksperimentalnega filma. 31. maja pa se je dogodek kot vsa prejšnja leta dogajal na Feriju z okroglo mizo in različnimi delavnici ter predavanje. Zadnji medijski dan je imel podobno strukturo kot lanskoletni. Razdeljen je bil na 2 dneva. 5. junija se je odvijal študentski filmfest v Kinu Darnik, drugi dan pa so se v prostorih Ferija zvrstila predavanja in delavnice pod skupnim imenom Izobraževalni vrtiljak.